V Domžalah je tretjeuvrščena ekipa prve lige gostila Krko, ki je zaenkrat na zadnjem mestu, ampak v prejšnjem krogu zmagala in dosegla zmago povratka. Le 2 točki so za nogometaši Kopra. Tole je bila prva akcija in priložnost za Šišića, ki je streljal, odlična obramba Mitrovića, ki je žogo uspel odbiti. 17. minuta in strel Manceja z glavo. Mitrović je žogo odbil v nov kot za Domžale. Po dobre pol ure igre pa še ena velika priložnost za Domžale. Repas je našel Trajkovskega, ki je zadel le zunanji del mreže, ostala je pri začetnem rezultatu. Drugi polčas je bil še nekoliko bolj živahen, tole je že priložnost za Domžalčane. Mance je lepo preigraval, a streljal direktno v naročje Mitrovića. Potem prva kombinacija Krke v drugem delu in vratnica Velbeka, odličen strel tega nogometaša in priložnost je splavala po vodi. Potem pa Fuček, odbita žoga do Majcna in Maraval je rešil vrata Domžal, odlična obramba Aksla Maravala. Do konca tekme še napad za Šišića, ki je lepo preigraval in Bogdan je žogo odbil v kot. Po kotu strel Dobrovoljca in še ena obramba Mitrovića. Domžalčani so resno zapretili, potem pa tudi nova izjemna priložnost za Krko. Fuček je našel Majcna, ki je bil sam pred vrati, a na pravem mestu še enkrat več Maraval. Do konca dvoboja pa še tale akcija Domžal in gol za 1:0. Po odbiti žogi in strelu Šišića je bil najspretnejši Antonio Mance in zabil še 10. gol v prvi ligi v letošnjem prvenstvu. Odlično se je znašel pred vrati Mance, je bil borben, šel na žogo in takole zadev za prednost Domžal. Tekla je 77. minuta, domači so povedli z 1:0. Do konca dvoboja prekršek Brkljače nad Žuninjom, prejel je rumeni karton, potem pa še ugovarjal in prejel direktni rdeči karton in moral predčasno z igrišča. Krka je tekmo končala samo z 10 nogometaši, tekla je 83. minuta. Do konca tekme še en izjemen predložek Josipa Fučka na drugo vratnico, kjer je bil Marin Perić popolnoma sam, a tokrat zgrešil vrata in še sodniški podaljšek, 93. minuta, odbita žoga do Ejupa, ki je zadev za 1:1. Krka je izenačila v samih izdihljajih tekme. To je bil gol za izenačenje, zapravili so nekaj lepih priložnosti. Ejup pa je takole premagal Maravala, ki je bil odličen na tem dvoboju, ampak na koncu vendarle klonil v sodniškem podaljšku. Tekma se je končala, Domžalčani še vedno tretji, imajo 4 točke prednosti pred Gorico, Krka pa je zdaj le še točko za nogometaši Kopra. No, po prvem polčasu, kjer je bil enosmeren promet, bi morali že v vodstvo priti veliko prej v tekmi, pa vendar glede na priložnost je morda še rezultat realen, je pa definitivno pri nas prisoten grozen občutek, ko si toliko tega naredil, toliko preživel tudi težkih situacij, ker smo imeli malo sreče, da ni nasprotnik zadev, na koncu si ne moramo privoščiti, da v 94 minuti gol dobimo. To je za nas velik šok oziroma za tiste, ki so gledali, da smo si to privoščili na koncu. Ja, pogledajte, vsaka točka na koncu šteje. Res igra, danes gledalci niso mogli uživati, bila je raztrgana iz obeh strani, vendar tu, ko ste rekel, smo si v drugem polčasu poleg štange in res 3 priložnosti 1:1 z golmanom na koncu borili za to točko in fantje so izgarali in jo, mislim, da tudi zasluženo potem dobili.